Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 148. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril z Ano Marijo Mitić, ki je igralka, voditeljica. V bistvu je taka vodvilj ženska, to mislim, da bo bolj jasno, ko poslušate pogovor. Sicer pa ful hvala vsem, ki ste dali oceno v iTunes Apparatusu v zadnjem času, se vas je že spet kar nekaj našel in pa seveda tisti, ki ste ga podprli, je bil tudi en tak val zadnje cajte, tako da ful hvala, to težko povem, koliko cenim pa kako prav pride, pa daje zanos in možnosti, da tole človek še dela, tako da res ful hvala. Oceno pač lahko daste v iTunes oziroma na iPhonu v aplikaciji Podcasts, drugač pa podprete tako, da greste na aparatus.si poševnica podpri. Zdaj na zadnje cajte govorim poševnica, namesto slash, tudi slash se bo še vrnil, dost introta, zdaj pa Ana Marija. Ja, naš Raufina je lepo romantična, tako da so te lepi. Moje prvo vprašanje je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Ana Marija Mitić, veselo dekle iz Ljubljane, ki počnem marsikaj. Moj spekter udejanjanja pa seveda, če lahko potegnemo eno rdečo nit, je seveda show business. Show business? Show business in entertainment. Ne, ampak kaj pa je, mislim, kaj pa reče za poklic? A veš ta, tako, ko je, a veš, to ste vsi vi, ki v komediji grejo show businessu delate. Ne? Dobro, jaz se je komedija, mislim, mene težko boš videl v drami, pa v nekih takih uprizoritvah pa tako zelo. Ok, pa si nisem zdaj, da si ne usluge naredil, ampak pač kaj bi rekla, če bi mogla reči poklic? Eno krovno besedo, verjetno voditeljica, ne? Ta moderator, voditelj, se pravi, to je lahko na televiziji, lahko je v okviru televizijskega vodenja ali pa kot gostovanja oddaj, ne? Lahko je to seveda moderiranje kakšnega dogodka, čistko live, lahko je to vodenje kakšne prireditve, lahko je to čist komedija, se pravi, ne vem, ala improvizija, parodijo na Eurosong, ali pa seveda resna stvar, ne? Kakšen živ prenos, ne vem, žarometov, recimo, ali pa kaj tazga, tako da to, ja. Ok, ampak zdaj pa greva sam nekaj razjasniti zaradi mojega sanitija pri tvojem imenu in tvojem Twitter accountu. Ja, dej razlož, sam povej, ne vem, koliko ljudje vejo, valjda vejo, ampak brez jaja, kjera je prav, kjera ni prav, kaj se dogaja? Ne se ne dogaja, nisem šla v te neke veganske vode, numerologije in spreminjanja svojega imena, ne, za voljo lepše vibracije, pa da mi bo vesolje bolj naklonjeno, ko mislim, da mi že od štarta tako, relativno je, pa ni. Odvisno pač ne, kaj se dogaja. Drugač pa je moje ime že vedno tako, ne, moji starši so dosti očitno internacionalno razmišljali, ko so mi dajali ime in imam dve imeni, Ana in Marija in Mitić primek in to je to od nekdaj bilo. Je pa res, da tako slovensko je pa zelo Marija z J, ne, in so me vsi tako pisali več ali manj in meni je bilo to čist okej in celo Twitter, veš, kaj si ta account narediš, meni ta Twitter ni bil neki ful pomemben, no, pa tudi do danes moram reči, že nisem neki ful aktiven Twitteraš, no. Sem prej na drugih kanalih, no, me najdeš in lahko slediš. In sem pa pol se odločila v bistvu na pobudo ravno mojih roditeljev, da zdaj pa, da to nekje je Mitić, pa nekje je Mitić, pa tako, ne, ampak to nisem neki zelo občutljiva, ker pač se prink, ne, lahko sem tudi s C-jem. Ker jaz vem, kaj sem in drugi pa ne me pišejo, kakor želijo, ne, lahko tudi piši, kaj što govoriš, vse vse. Če bila kakšna Jessica, veš, bi bila lahko tudi z J-jem, vse, ampak mirno. Načeloma tega J-ja ni, ne. Tako da jaz sem Ana Marija Mitić in tudi na moji spletni strani je www.anamariamitić.com. To sem videl, ampak mi je bilo pa, veš, kaj jaz pač valjda, pač malo research in tako googlaš, ne? Je, na Google je pa svašta. Vse, res je vse. Ja. Res ti mora... Trsič, mehkič, z J-jem, brez J-ja. Eni so tudi PR-ovci načeloma, ki so vedeli, so kar lepo objavljali na J, pa kaj enkrat že šlo čez, a veš, to, ko naredijo začetni paket, pa spravijo to v javnost, pa ne morajo zdaj kar brez J ali pa nekaj, skratka. Težila pa nikoli nisem, no. Ja. Nisem ena izmed teh, prosim, 3 banance, da so v mojem backstageu in Ana Marija je brez J. To mogoče je v zadnja leta malo bo dosledno to upoštevam, pa pišem pa vse. Ja, okej. No, hotel sem reči, ker je res, ne jeva je, ker je to pol Google, ne? Ja. Veš kaj, tako, ker je enkrat nekaj napisano, ne? Ja, pa še nekdo kakšno škrbino naredil na Wikipediji, kjer piše itak narobe letnica rojstva, in grede moja letnica rojstva je več kot 90 in 20 in tako bo ostalo, dokler mi bo kdo verjel. Okay, to sem sam hotel res zaradi ker je bilo tako, ker jaz sem vedel, v bistvu, že zanjška se bila pri Jocotu, ne, še stvari ste se to na začetku obregali, sem rekel, zdaj vem, ne, tako da nam kaj zajebo, ne, pa sem pa zdaj v naslednjih tednih, ker sem pač googlil, pa manj bral, ne, je pa res, ko sem rekel, pa kaj, veš, pa te zmedete že post festum te zmede, že ko sem vedel,
Te je že zmedel. Me je že vsem pa zlifral, če sem rekel, da hočem imeti on the record. Se folk tudi ne ve, koliko sem stara, recimo. Ne? Pa že vejo, kaj jim jaz celo kaj povem, pa pol spet ne vejo, kaj izvedem. Kar je super. Okay, zdaj pa, ker ste rekli ta voditeljca pa komedija. Stavo bi pa mogoče začel zaradi tvojega nastopa, zdaj javnega. Jaz sem te, mislim, da enkrat privat videl po nesreč, pa se nisva pogovarjala, to je dejstvo. Okay. Ja, pa ne, ni bilo tako. Ne, velika družba je bila, ogromna družba je bila. Okay. To, ja. Ne, ampak zaradi tega nastopa, kaj si ti gledala, ko si bila mlada? To me iskreno zanima. Ker... Ja, valjda risanke, ne? Ok, pa to je ta pošalj, ampak točno kjer je risanke? Ajde. Ja, mi smo rasel gor mi smo imeli še te lepe, ne, vse. Ne toliko risanke, tudi te, dragi moji, dober večer, spet se bomo srečali, da bi se zabavali. Kdor pozna me, dobro ve, sem medvedek, uhat, lepo zgodbo vam povem, dobro me poslušajte. To sem gledala, tiste zajčke 3 sem gledala sem te Barba Papate, gledala sem tudi pol, vse to, ki je prišel Cartoon Network, sem gledala Full Dexter's Lab, full sem gledala Powerpuff Girls, zdaj vem, fighting, crying, trying to save the world, and they came just in time, the Powerpuff Girls, Powerpuff, tako da to sem full gledala. Ok, pol Cartoon Network načeloma tudi. Tudi, ja, pol v kasnejših letih. Ampak tako otroček so bile pa tele risanke, pač Jugoslavija risanke, ki smo jih vsi gledali in sledili. Tako, to je bilo in pa si zobe umil in se šel spat. The best life, Ki so ti brezskrbni časi. Ne, zakaj te to vprašam? Zato, ker imaš pač ne vem, kako to drugače reči, ampak veš, ta pač, ekstrovertiran, ne, pač relativno nastav, ampak imaš ta pačenje, ki ga jaz cel live že fulam, zaradi tega, in pa jaz tako malo očim te ljudi. A smo zdaj isti? Ja, a veš, pa ti gledal? Jaz sem na Cartoon Network tudi živel, ne, zanj sem tudi, ne vem, s kom sem govoril, sem rekel, pač pa Sky One smo imeli po neki čudni logiki, ne, in sem pa... Ja, ker je bil satelitski krožnik na bloku in ga je nekako krado, jaz ne vem, kako to funkcionira. Ne, res, zavam, pač to je bilo na bloku in je prišlo do TV-ja, jaz ne vem, ampak tam je bil tako Sky One, pa sem pa te, v bistvu malo, zdaj sem zelo zgodaj gledal že tako, ne vem, Simpsone, pa Mesh, jaz sem Mesh gledal, ker sem bil star nič. Recimo, mi smo gledali Mesh, zdaj rečeš, seveda. Od pol 9 do 9 Sky One, to je bilo pač. Nad Simpsonovi pa itak čist navdušena, pa seveda pol Mr. Cartman, Deckard Kenny, to smo bili pa čist not, čisto je bilo pa res ta, ne vem, zgodna puberteta, ali kako bi se temu rekel, najbolj cool, ne. Ampak kaj pa, kar se tako pač komedije tiče? Tako da rečeš komedija, ok, to je pač res, ampak kaj pa, kje si se najdla tako dobre? Razumem, inspiracijo malo, pa kaj gledaš, pa na kaj sem se obračala, kaj mi je bilo smešen, zdaj je meni smešen, pa tako. Ful nisem hotela, še nisem ful knjig brala, sem bila tako malo piflarca. V bistvu, lepo, da si omenil besedo ekstrovertiran človek, ker jaz v osnovi to sploh nisem. Jaz sem ta prikriti introvert. To se me, ali zatrti introvert. Jaz sem hotela imeti sam mir, pa mi ga niso dali. In pa so to krinili vame, nasplošno ljudje, ne, zdaj je to globoka izpoved, da sem v bistvu se nekako naučila oziroma razvila mehanizem, kako se jih odbraniti čim prej, da bom lahko imela pol ta ljubi mir. In to je bilo tako, da jih malo pozabavaš in pol so omili, kako dobro in grejo lepo srečni v svet in pa imam jaz mir. Okay. In ta računica se mi je nekako izšla, dokler ni to zdaj prerasel v to res entertainment, ne. Zdaj pa hočejo več. Mislim. Jaz sem tudi čisto srečna, veš, si moram reči, da je ta siljenje v ekstrovertiranost ni sploh nad slabega. In v bistvu je v meni to ful, te neke dobrote, pa ful tega pomaganja ljudem. Jaz sem zaradi tega šla tudi medicino študirati, ne? Ker je bilo to edini možen poklic, to, če imaš možnost in če imaš to znanje in če ti dovolijo dostop do vseh teh knjig in vseh znanosti, vseh znanosti, ja, zakaj ne bi tega izkoristil in akumuliral vsega tega, da pa lahko pomagaš ljudem. To mi je bilo totalno to. Sama, veš, Celc ni tega tako predstavljal. Ne, on je druge vrste medicinc. To je, veš, pol pa mi te medicinci niso bili tako cool, sem pa kar šla. Ne, poklic me je poklical, ne. To je res en tak mini glasek, ne vem zdaj, koliko to drži, pa koliko je to res, pa koliko sem šla zdaj v to eteričnost, ali se mi je mogoče malo zmešalo vmes, ali kaj, ne vem, ampak prišel en glasek, ki je rekel, Mariči, ni to.
Okay. Jaz sem rekel, kaj? Ampak ne pove ti pol še enkrat, pa ne reče na glas, sam ti rečeš, Madonca, čak. Ne, samo mora biti pa kar močno, da zamenjaš, ne? Močen občutek je. Ja, in če feeling, si senzibilen, pol to valjda začutiš in ne moreš kar ne slediti temu. In jaz sem prepričana, da vsak to začuti in da ve, kaj je njegovo to poslanstvo, ki najbolj žari, kaj bi moral. Ali jim je čuden, ali so nepripravljeni, ali jim pride prezgodaj, ali jim pride prepozen, ali so preveč ukalupljeni v te vzorce, v katerih moramo biti in kaj so faze uspešnosti posameznika in na račun tega pač tega ne izvedejo. Ampak kako si pol ti padla, mislim, veš, kako si pol padla pač v šov? Vse to. Začel se je kot France Prešeren, še v gimnaziji. Jaz sem delala dve gimnazije, Šila, Šolska in Proliga jaz. Tam se je veliko naskalilo, ne. Ja. Tam smo začenjali okušati slasti in strasti improvizacije in smo bili kar uspešni. Naša gimnazijska ekipa, ki smo bili gimnazija Vič, se je imenovala Veni vidi Viči in smo res kar poharali, smo kar zmagovali te neke državne pa vse to. Pač ekipca smo bili, ker smo res fajn, imeli en tak dober vibe in res smo se dobro razumeli, res smo radi to počeli. In tudi talentirani smo bili in ker smo to razvijali, se je res fino išlo in valjda med vrstniki je bilo pa sploh to fino, ne, če te tvoja banda podpira, pa če te imajo radi, pa če njih lahko zabavaš. In tako. Kašila je kar bila, to sem lepo rekla. Jaz sem full vavljen, ko nisem šel, pač to moramo, ker nisem mogel, ne vem, nisem mogel. Ja. V glavnem, ampak to ne zdaj se hvalim, da sem bil tak kralj, da so me vabili, ampak tako, bil sem parkrat tam in to, in sem pač res so mi rekli, pa ne vem, za kam nikoli nisem šel. Sem je malo žal po prvi izpovedan, ker bi prej prebolel ta strah pred ljudmi stati, ne, več ali manj, ampak je pa Šila je res bila tako nek tak, zdaj, ko gledaš za nazaj, to je bil res kar monumental, da se je to takrat dogajalo. Se mi zdi, za nek razvoj česar koli pol naprej. Ali eni so šli igrati, eni v stand-up, eni tako bolj voditeljsko čist, ali pa sam na TV, ali pa sam na radio. Ali pa čist kar kam drugam, ne? Ampak vsekakor je neka ustvarjalnost rdeča nit. Ljudje, ki so ustvarjalni, ki in klikerji hitro delajo, ki so inteligentni, ki so dojemljivi, veš, koliko ti, ki so iskrivi, to so te osebnostne lastnosti, ki delajo dobrega šilarja. Ne? Zanimivo, da v Šili imamo tudi, oziroma imajo, zdaj mene ni več zraven, valilnico, ne? In tudi Šili bi lahko rekla na en način valilnica vseh teh. Mi smo se vsi izvalili tam, pa smo pa kot ptički odleteli vsak na svojo vejico. Se to, ampak veš, da te to že v bistvu teh gimnazijskih ali pa srednješolskih letih lahko pohopsa, ne? To se mi zdi ful važno, veš, da je malo strukture, da je malo organizirana, veš, da ni kar... Jaz pa bi, pa neki pa... Ja, pa je na šoli neki, pa je enkrat na 3 mesece ali pa enkrat na... A veš, klepa tako, tekmovanje je bil, pa malo se je vedel, se mi zdi, da tako liga se je naredila, dobesedno. Ja, drži, ena taka tako malo alternativna, malo eni so vedeli, drugi tudi niso čisto vedeli, oni ta cool people so itak delali neke svoje stvari, ampak te, ki so bili pa men cool people, so pa radi temu sledili. In je bilo pa še KUD, sam po sebi kot institucija, full fine, tam je v bistvu pač bilo kar neko gnezdo slovenske improvizacije. Ne? Ja, in pol, ki si bil v Šili fine, pa to so te malo pogledali tudi te starejši improvizatorji iz Improlige, pa niti ne tako meni pol to tekmovanje, ne, ta teater sports, ki so se delali, ni bilo tako privlačno, ampak te neki long formi, ki je v bistvu predstava, ki je komplet improvizirana, ki moraš imeti v glavi strukturo in ja, zdaj sem tako plunila en tak lep košček. To zdaj odpustila, če ne bi rekla. Bi dal marker, ne? Bi bilo pa pol pardon, pa bi to zbrisal. Ne, je bilo, je kar leteš. To je ta magic behind the scenes, kaj se da z montaži narediti. Ja, pa daj pa pol še malo pisati, kako je, trenutno sem oblečena. Dobro, obleki ne bomo. Zjutraj sem pomivala še posodo, kako sem pridna in imam zaradi tega rahle odškrbljen lak, ampak Chanel Raspberry Fields odtenek. Ja, dejansko. Okay. Tako, da si lahko malo predstavljamo, kako tudi zgledam. Ne. Frizura je tako urejeno, neurejena, ta lahko bi se rekel tuš frizura, hipsterska, whatever. Tuš frizura. Tako, ostalo pa pač obraz pa letnemu času primerno. Oči rahlo alergijsko zatečene, usta pa seveda sočna in voljna novih užitev. Oh, God, okay, pa smo. Zdaj pa mogoče marker, ne, se ne. Ne, kaj sem se hodil še vprašati, kar se tako čist improvizacije tiče. Koliko ti je trening tam dejansko dol naprem temu, ki si noto šla, vala ti da izkušnje pa zid sleder, to mi je jasen. Ampak to, prej, ki si rekel, ti morajo možgani klikati pa to, ne. Ja. Mislim, imaš feeling, da moraš biti malo za to narejen, ali da se da tega naučiti? Mora biti naravna danost, a veš, koliko Mozart, on je moral biti talentiran. Pol je pa ogromno dela. Res talent, če tako pogledaš, vsi ti veleumni, ki so to raziskovali, so ugotovili, da talent bore malo predstavlja vsej tej veliki piramidi uspeha in ne vem, kar pač pol dosežeš genialnosti, ne. Mora biti, ni pa nujno, da je to zelo velik del, ne. Ja. Pol je tudi, imaš zelo veliko talentiranih ljudi, ki pa niso nič delali, pa tudi nič ne bo, ne.
Tako da veš, to lahko iz klavira potegnem. Ne? Jaz sem tudi pianist in teoretik po izobrazbi, ker sem pač 2 gimnazije delala, ker se mi je to dal in to mi je bilo, wow, in da besi ne morem zdaj pustiti muske, ampak moram pa iti na naravoslovne predmete, pa tudi šla bi na navadno gimnazijo, zato da dobim eno splošno znanje, pa bi šla na to medicino, ne? In nisem mogla se ločiti, čeprav so mi vsi pregovarjali, da dejno, zber si eno, ampak ni šlo. Ti si bila v bistvu tako, da si hotela biti nerd, več ali manj. Ja, jaz sem hotela biti pifljarca, sem nikoli nisem bila, ker mi ni ostalo pol časa za učenje, veš, pa za te priprave, pa vse me je live zanimalo, ne. Tako da, ja, evo, propala pifljarca. Okay, pa še to, ne, ker to za klavir sem dejansko vedel. Yes. Aha, cool. Veš, kaj me zanima, koliko ti pa to prav prije pač pri nastopanju, pa jaz ne govorim zdaj sam, da si navajena nastopati pusto, pa trema, pa to me ne zanima ni to, ker pač to te brez veze sprašati, ker nisi prikriti ekstrovert. V glavnem, ne, moje vprašanje je bolj v to usmerjen, tukaj sem z Artačom tle govoril, ne. Ja. Nemo ta posluh pa resno pri imitacijah prav pride. Seveda. In jaz to nikoli nisem zares povezal, to ful je logičen to zdaj, ko on je rekel, se nekomu je bog, to je pa valjda, ne. Ja. Ampak v life pa nisem, a imaš kakšen tak connection, veš, pri klaviru, pa, ali pri nastopanju, ali pa pri improdu, ali pa pri čemarkoli. Ja. Ker se mi zdi, da muzika ti more nekaj, jaz neč ne znam igrati, zato imam manjko, razumeš? Je nekaj, mogoče na stare leta, kakšno harmonkico ali pa vsaj vuno frulico bi lahko pisal. Kazu se vam naučiš videti. To. Ja, lepo je igrati en inštrument, to je, se mi zdi tudi da in mal spekter razumevanja, ne, ker si otrok ali pa res mladostnik, pa ti razlagajo o tej glasbeni teoriji, je tako malo, zakaj te note, zakaj moram zdaj tam neki na teh uricah, pa v bistvu gotoviš, da it makes sense, ker to je v bistvu vse matematika, to je fizika, veš, muzika je vse fizika okoli nas. In če ti to razumeš, lahko mogoče na malo bolj analitičen način, pa to še izvedeš na ta res umetniški, pa to vse skupaj povežeš, se zgodi en electricity v glavi, ki naredi eno vezje, tako cool, ki pol drži, ne. In meni posluh seveda tudi pomaga, ne. Sej, jaz nisem nikoli bila imitator, niti me to ni nekaj tako zelo zanimalo, ker imam rajš lasten izraz. Ampak je seveda pomaga, ne. Tudi, ker recimo slišiš kaj zanimivega, pol to znaš ali še enkrat posnet, ti, ne, kar je pa tudi dobro pri kakšnih stand-upih ali pa neki, ne, če hočeš že koga posnemati ali pa nekaj. To opazovanje z interpretacijo notranjo in pol kanalizacija vsega tega ven je cool. Kar se pa nastopa tiče klavir, pa pomaga zato, ker ti imaš samo en medij, ti tam ne moč Jaz ti sam na odru ali pa delaš stand-up, ti lahko malo zapoješ, malo zamigaš, malo neki mimiko, to, ali obrazno, ali pa telesno, kaj narediš, pa ustvariš to, ta cel princip. Ker pa ti interpretiraš kakšno sonato, težko, si pa res kanaliziran sam v to, kako bodo šle tipke, neki vse to, je pa lepo improvizirati tudi v glasbi, ne. To je pa nekaj najlepšega, zato mi je jazz tako blizu, ne. In petje, recimo, veš, pač ta grlena čakra, to imam jaz zelo razvita, veš, rada pijem, jem, govorim, vse to ta oralna scena, neki, ne vem, kaj bi Freud povedal, ne, ampak ja, to kar. Pol jazz pa ja, ali kaj, tako. Jaz sem sicer klasično, srknila malce, izobražena v tej, pač čiste, res, klasika, teorija, kontrapunkt, harmonija, vse to, ampak jazz je pa še malo širše, ne? Tam so pa akordi, ki načeloma niso pravilni, pa še vedno vse skupaj deluje. Res deluje? Mislim, zdaj ne vem, kakšen acid jazz, če poslušaš, je tako dobro, ajde, tudi če fušate, boste rekli temu umetnost, da ja, so stvari, ki gre že malo beyond, ampak načeloma so lupi akordov, na osnovi katerih lahko improviziraš ure in ure, ne? Jaz imam res manjko pri muziki, ne, meni je to fascinantno poslušati, ampak mi je tako, skoraj tako mi je to, kot programiranje, recimo, ne. Ker razumem, bližno za kvasi gre, ampak ni pa, manjka pa, veš, ko zelo fasadno je, ne vem pa, kako bajta noc gleda, no. Ja, no, sej to me tudi mene ni nikoli zanimalo, tako da. Ampak vse je matematika. Valjda. Vse je matematika, oziroma fizika, no, ajde. Ja, še malo. Kdaj je bilo pa pol ta, ne bom rekel poklic, ne, glas pa whatever, ne, ampak ti si pač tak že bila v improdu cel cajt, pa to, ampak na eni točki še zmeraj šla na medicino, kako če neš, zmeraj medicina. Ja, ni me se še zmeraj potegnilo. Se to, ne, to si še zmeraj naredila, ta del me zanima. Škoda je vesolje hotel, da jaz nekako zakumuliram vso to znanje, izkušnje in te dogodke in neki, da bom pol pripravljena, ko bo pravi čas, vse veš, koliko časa je zdaj, ker smo že malo stari, no, še vedno zelo mladi, ampak imamo že neke življenjske izkustva. Je jasno, ne, da so se neke stvari morale zgoditi, čeprav nam takrat niso bile jasne, zakaj. Pa zdaj veš, da je bila to sam neke vrste priprava na to, da si tak, kot si v tem trenutku. Da nam preveč eterično, ni se takrat pojavil še, sploh ne.
Sploh ne. Jaz sem šla strumno in veselo na medicino in tam trpela biofiziko in biokemijo in vse te predmete in poslušala predavanja takih in drugačnih sposobnih in nesposobnih ljudi za predavanja, veš, izvrstni profesori, izvrstni raziskovalci, dajte enega, ki zna povedati stvari, veš, to je izjemno zanimiv študij. In v bistvu sem si to želela, ne, ratati en tak cool zdravnik, zdravnica, ki bi se znal s pacienti povezati in empatično reagirati in seveda hkrati imeti tok clear mind, da je lahko dober diagnostik in potem po možnosti to znanje še predati naprej, ne? Ja. Ampak pač ni do tega prišlo. Sej, kdaj mi je žal, ampak ni mi toliko žal, kakor, da bi bila rada doktor Mitičeva, pa se vozila okoli v mečki, ampak mi je bolj žal, ker veš, kaj bi vse lahko dala. Ne? Sej se ne vozijo vsi doktorji v mečkah. Ja, vem. Sam jaz bi se. Ti bi se, zmeraj. Ampak kaj je pol preveksla? Mislim, kaj je presekal? Lej, jaz ko gledam, ne, da ti greš medicino študirati, ja. Ali pa si vsem, da ti greš nekaj študirati, ne? Pa dejansko to delaš, pa hodiš kaj, pa da pol na eni točki res rečeš, ne. To, ali je samozavest važna, ali pa res mora biti, tako res je korak v levo to. No? Res je korak, ja. A veš, res je uno... Pa tudi kar žalost, veš, družine in vsega, ki so videli perspektivo. Pa tako, a veš, to, pač je, zagotovo bi imela službo in zagotovo bi imela čisto ok življenje in tudi kar dosti razborljivo in v kjerokoli smer bi se vrgla, bi mi bilo tudi užitek in seveda denar zagotovljen, ne. Mislim pač na plači bi bila nekaj, tle pa ni zagotovljen. Ja. Ker to je že peer pressure, veš, to narediti, ja. Ni glih najlažja stvar. Ja, res je. Veš kaj, sem bila od nekdaj zelo pogumna in sreča je na strani pogumnih. Hkrati pa nisem šla kar tako mal neki, kleklanje, bom zdaj vse nič ne vem o tem, ampak ziher imam talent, to pa ne. Ampak kaj je bil takrat, veš, meni v bistvu res ta moment zanimivo, zdaj si rekla, zdaj pa nam več na medicini, ampak zakaj, veš, kaj spol počela takoj, recimo? Veš, kako se je šlo eno z drugima, ne? Ni bilo to zdaj, da sem jaz v sobi sedela in se rekla, dosta, še baci to kroz prozor te knjige, ne da se mi več, kakšen je to live, ampak je bilo malo tega, malo dobro, še ne 10-15 let imam do specializacije, pa sekundariat, pa praksa, pa to pa nekaj, pa predno bom, tlele me pa ful veseli, pa v redu je, pa veš, ta medicina tudi ni čist pocen študija, ne, moraš si kupovati skalpele, pa te halje, pa vse ful enih teh pripomočkov, pa knjige so drage, pa tako, ne, sploh, če te še kaj zanima, je to sploh še pol bolj drago. In jaz sem si zato služila s temi nekimi nastopi, pa malo z impro skupinco smo hodili pa tako, pa če so na televiziji kaj poklicali, kakšen skeč posnet, pa tako, ne. Ja. In potem je bilo pa to mi prinaša toliko sreče in zadovoljstva in če dalje več teh angažmajev je bilo, ker sem jih seveda zaradi študija odbijala, v študiju je bilo pa vse skupaj če dalje bolj zatohlo. Mislim, študij kot študij izjemno zanimivo, ampak pol te kolegi, a veš, si tako malo čustveni imbecili, ne vsi, ampak tako, 70% pa res teh nekih, ki so šle, ne da bi sploh truplo upale pogledati, a veš, tam na sekcijah so se skrivale pri oknih in listale atlase, ker niso mogle prenesti tega, veš, in kako pa pol prenesa prometno nesrečo, te pa kot zdravnik si edini ta kompetenten, ki gre lahko pomagati. Ja. In mi je bilo tako, pa kje sem se jaz to znašla, meni to ni všeč, da so taki okoli mene, ne? In pol, če si hipersenzibil, ste to res smot, ne? Pa tako, veš, da je ni sposoben eye contacta, hoče pa delati z ljudmi, to mi je bilo tako malo, kakšna krivica, no, in pol Ivana Orleanska, odprtih nederi iz ljudstvi, naprej sem šla drugam. Ko je bilo malo tega, malo unga, malo vsega in pol še ta glasek, ne, to je pa pretehtal, to je bilo pa čiščak, kaj je možno? In ja, če si malo neumen, pa malo pogumen, pol greš za tem, ker veš, da druge ni, moraš probati, veš, vse probo pa se ustro, kako rečejo, tudi to sem dopuščala to možnost, ampak pol bi že, ne vem, ja, zdaj, kako si rekel, mogoče je tudi nekaj samozavest v igri, da vem, a veš, mene zdaj, če me spustiš v Ulaanbaatar, bom prišla nazaj živa in zdrava, že nekak, ne? Ja, valjda, ja. Ja, ne, se ne, ampak je tako, veš, to so res, ker ti ni šla, ne vem, iz Filiča, veš, ne vem, veš, kako če ne. Pa neka primerjalna književnost. Pa ja, ne, ampak veš, sem tako, lepšo pot vidim tam, samo v moji glavi, kako sem jaz narejen, lažje vidim, kako je eden iz neke res humanistike take, veš, rečeš, ok, teater ali pa vodenje ali pa nekaj, ne. Ker ta medicina je pa res, ali pa nervoslovje, veš, to, ki sem šel iz elektrota to delati, nič slabega, ampak če te enkrat elektro zanima, ne vem, kaj počne, a veš, je pa res, da polka sem bral, ker sem videl za ta klavir, pa to, pa impro, a ne, pol se stavaš to,
ne, ta mozaik nekako, ja, se sestava, ne, ampak mi je pa res noro, ta medicina mi res vanštali. Ne, precelci izgledal, da bo doktor. To se lahko rečemo. Ne, se mu kar malo vidi. Se mu malo vidi, da je točno to. Zdaj sam nima halja, no, več ali manj. Ja. Okay, kaj pa pol v show biznisu? To mi je ful všeč. Kaj tam najraj počneš? Zdaj, kako, veš, zdaj pač od tega živiš, je bi ga, treba delati vse živo, ne? Ampak v čemu se pa najbolj najdeš? V nečem, kar sploh še ni. Okay. Ne, veš, kaj so moje, jaz sem seveda, zakaj tako entertainment, pa ta show biznis. Zato, ker to je v bistvu velika stvar. Seveda, stand-up ima košček tega, da si ti sam pred ljudmi, pa da si jim zmožen govoriti, pa da si zmožen jih čist sam zabavati, pa biti dovolj močen, dovolj, ne vem, karizmatičen, nekaj, da jih zabavaš lahko nekaj časa, ne? Ker se veš, ne glede na to, koliko je zanimiv, hiter, to dolgočasen. Da je muska zraven, se pravi, da je nekem big band, ki hrumi, trešči vse to, da znaš improvizirati, če gre ali kaj narobe, ali pa da če ti kaj slučajno svane ena ideja, zakaj bi jo pustil iti? V zemljo zagrapenjo s plaseri, ne? Pa vidi, kaj se zgodi. In seveda malo tega plesa, petja, vsega, pa glitter obleke, pa sadje na glavi, pa vse to, veš, različni žanri neki, to, da je polno, da šprica, da je akcija, da je zanimivo in da so ljudje odprtih oči in še bolj odprtih zenic ukopani v to in da 1 uro ali pa uro pa pol so tako, wow, da jih napolniš v bistvu, veš, in to je ta zlati prah, ki ga entertainment daje, ker je meni ključ tega entertainmenta. Zdaj ne vem, je to kaj bioenergija ali neki, ali je sam preprosto, da odvržemo vsi skupaj skrbi in se skoncentriramo na nekaj lepega, kar se nam dogaja, ampak to je meni to, ta zlati prah. Okay. In to v bistvu se še ne dogaja pri nas. Je pa vsaka vrsta tega show biznisa, vsaka vrsta entertainmenta, ki se dogaja mal, en košček vsega tega mozaika, ki ne bi ga ta veliki entertainment tipa Frank Sinatra, Liza Minnelli in te se zgodili. Eni delajo šanson, eni delajo malo tako. Veš, tudi tle še nisem. Ja, lahko pa liberati, če veš, znaš, obleke so v igri, malo pležeš, malo poješ, malo stand-upa vmes. Pa svečnik to ogromno rabaš. Kaj že kandelabra, ali kandelabra. Malo dežnička, sem vse to, plesalkice to. A veš, to bi pa res nekoč z veseljem naredila. Do zdaj pa pač plasiramo koščke. Malo se usedem za klavir, pa zaigram, pa zapojem, pa zraven kakšno zabavno povem, malo tako, malo stand-upka, malo seveda lahko tudi televizije, pa to, a veš, voditeljstvo, vse to je tudi lepo, to je neke vrste povezovalec si, ne? Od glasbene točke do posebnega gosta, do tega, kar je treba ljudem povedati. Samo mogoče sem se pa rodila prepozen, ali pa prekmalo, ali pa nekaj, veš, da ni čisto. Ne, pa se ta... V starih časih bi bila ulfina, ne? Ok, ampak tak entertainment, ne, ta skoraj vaudeville, I guess, ne, to je, jaz ne vem, to sem s Perico tudi enkrat pogovarjal, ne, pač to ni, meni se ne zdi, da je to, da bi rekel, da je izumrl, ali pa whatever, ne, ali pa da ni ta prav cajt, ne, je pa res, da je to neka taka, to je specifika, ker je res all encompassing, ne, to ni, veš koliko cajta je let stand-up rabu, da ljudje vejo, da ker greš pa na stand-up, da sploh vejo, kaj to pomeni. Zdaj pa ti eno prodaj show, ki mu ne rečeš musical, ki mu ne rečeš monokomedija. Mu ne rečeš sploh komedija, ker tudi zares ni, ki mu ne rečeš big band koncert, zato ker eni pa big banda ne marajo, ki mu ne rečeš plesni spektakel, ker tudi to ni, ker ipak je premalo plezalcev in kaj zdaj je to. A veš, to vidiš, treba se najprej spomniti ime, najprej treba poimenovati to, kar sploh hočem delati. A sem jaz zgubljena v vesolju malo? Ne, pa sploh ne, jaz sam mislim, da pač meni tako zgleda, da od zunaj so se te stvari na ljudi premaknile, ne. Veš, da je nek človek pol to naredil in je nanga vezana, ne. Ni to zdaj a thing kot tak, ampak ti greš pol tega človeka gledati, ki počne tam stvari, 17 različnih stvari gor na odru, recimo, ne. Se mi zdi, da se je tako obrnilo, včasih je bilo to kot tako legit v smislu, tako, ko gremo v kino, grem tudi to gledati, ne, pač, zdaj pa mogoče to ni več, ampak greš pa enega človeka, greš pa gledati, ki pa pol te stvari počne, recimo, ne. Tako, tak feeling imam jaz, no, kar se tega, ker to je po eni strani to zelo broad entertainment, ne, to je res taka, res bolj pozitive, že ne more biti, ne, je pa res, ne, to popravim, če se motim, ne, ampak pri nas najbližje pridejo te narodno-zabavne zadeve, ne, ki so sicer... Pač gremo imeti vsi svoje mnenje, ne? Ampak jaz hočem reči samo sami formi, ne?
Ker če te prav štekam, ne, ti bi pač recimo to delala, ampak ne z v drugem žanru. Tako, drži. Ja, v tem malo bolj Broadway žanru. Ja, res tak variety pač. Tak variety program, ta pravne. Ja. Kar mislim, da pri nas dejansko manjka. Manjka, ni. Ja. Pa jaz mislim, da so ljudje čisto zreli, a veš, kakšni tako radi čez slovensko publiko. Ja, vse so zahtevni, pa vse to, ampak jaz imam rada slovensko publiko. So iskrivi, so inteligentni, nagradijo, če je dobro, če pa ni dobro, pa tudi fajn spluvajo. Tako da pač le, tako je. Nimam se zdaj kaj pretožvati. Ja, ampak te stvari se pri nas, se mi zdi, zgodijo samo še na teh nekih proslavah, ali pa ker so Viktorji so včasih bolj zaigrani. A veš, ko se sam še klese ta, ki se reče, dajmo narediti. Ja, vse je tudi težko, veš, to moraš imeti tudi feder, ne? Moraš imeti eno finančno zaledje, ti lahko to dobro narediš. Ja. Kar najhujše pa, če se greš ti ta spektakel, pa narediš to čist čip. Je pa res, da tudi to, če narediš zelo čip, bi tudi to bila lahko ena forma, ne? Ja, na TV je še mogoče najbližje k temu, da je bil variety je bil Vidim Perašov. Ja. Realno gledan. Ja. Tako, da res rečeš, da je bilo pa vsega pomalo. Ja. No, pa seveda Zrnec pa Bizovičar. Ja, ampak tam, ko so bili skeči, veš, jaz ti zmeram malo bolj ločen, ki je bilo res bolj v komedijo. Tako, res v komedijo opeljano. Pri Vidim Perašov so bili pa sicer te joke, ampak je res bolj... Je vse skupaj tekel. Tako, ja, pa res je bil gost, pa res je bil band, pa veš, tako, ne. Bolj zaradi tega, ne. Mislim, da je bolj ta... Res variety, tako. Ta prav, recimo temu. Ja, ampak, mogoče pa ne. Ja, pa sej, ne, jaz to sploh ne bi bil tako pesimističen. Mene sam, ful mi je zanimivo, ker zdaj pa sem par teh vas v entertainmentu že imel kle. Ja. Ne, ful mi je zabaven, ker mi je cool, da vsak dejansko neko spojo špuro, veš, fura, da jo res najdu nekako. Ne. In ti si malo all over the place, kar je meni cool slišati, da je skoraj by design to, ne, da je mišljen, ker je to važno, da veš, kva a veš, da ni zdaj... Ne, ni to uno, en me je poklical, če bi delala stand-up, pa sem šla, sej kaj pa je, a veš, sej znam. Ali pa, tam pa musical delajo, pa bom pa sej znam, malo odpela, malo odplesava. Ne, sploh ni tako, to je pač, ne to, da ljudem pokažem, jaz to tudi znam, ampak da tudi sama sebe vidim, preizkusam, veš, ker tle pa vedno ful je samo izpraševanja tle, ful je skozi, a sem dober, a nisem, a to govori zdaj ne samozavest iz mene, ali to govori pretirana samozavest iz mene, a je tle res moj dober, kaj bi lahko še bolj naredila, veš, se jaz koncev tudi nisem neki pridna, veš, pa piflarca, če bi bila zdaj pridna, bi hodila na plesne tečaje, bi hodila na tečaje petja, bi vsak dan 4 ure vadila klavir, bi se ukvarjala, bi raziskovala, bi neki tako pa pač živim. Pa med tem, če je slučajno kaj časa med projekti, ki jih delam, v katere seveda dam maksimum in se tudi čez njih izobražujem, pol, če ostane še kaj časa, pa malo, pogledam, kaj pa kako pa neki. Koliko si pa komod z fejli? Pač zato, ker si. Lej, fejli mora biti. Jaz mislim pa, da res, če pa to do teh let ne bi prebolela, pa tudi. A veš, seveda se zgodi, dobro, ajde fiasko, to moraš biti že res malo neodgovoren do sebe in do svojega poklica, da res flopneš. Ja, ne, se ne govorimo o tem, jaz ne govorim o razpadu sistema, govorimo o tem. Ne, jaz govorim tudi, kaj improviziraš nekaj vmes, pa je čist flat. Ja, se jih to, veš, improvizacija je brainstorming, skoraj da ne more biti narobe, je pa res, da pol je odvisno od lastnih sposobnosti, kako boš to spelu. Lahko ti en lik zastaviš ful preveč stereotipno, ali pa ga zastaviš ful preveč beyond, pa ga je pol treba propelati nekako v fazo razumevanja, veš. In tle je pol ta skill, je. Mi, improvizatorji, če si ta pravne, itak radi sami sebe presenečamo. Veš, ko se dela ta improvizija, parodija na Eurosong. To so improvizirani komadi in to je nekaj najlepšega, vsaj memblo, zato ker nisem vedela, kam bo to šlo. Tudi muskontarji mali improvizirajo, sicer osnovne lupe kao imajo, ampak pol tudi sami sebi dovolijo iti tam čez. Ti pa tudi samo sebi dovoliš iti čez, ker ne veš, a bo ratala rima ali ne bo. In često se zgodi, da ne rata. Sam pol mogoče iz nje lahko pa popraviš, ne. In je, tako da to je meni čar life, veš. Vse tudi life, ne moraš si ga naštimati. Lahko si mi dva narediva zdaj dnevni plan, pa lej. Ja, vem, ne bo šlo skozi. Ker je življenje. To je sicer tak peblen, da je noro, ampak je dosti res. Življenje je vrtiljak, res je do ene mere to, mislim, meni je to, da si nekaj, da znaš ali spelat, nekaj, ki res pade na trda tla, se temu reče, ko rečeš. Ne, mislim, to je po svoje res skill, ampak me pa zanima, a drugač jemlješ, a veš, kad delaš stand-up, te stvari, ali pa ki je čisti impro, ali pa voditeljstvo. A veš, ko neki ne gre, ali pa ki gre, a veš, kad pri stand-upu je to res neka izklesana zadeva, kad več sajta nastaja, pa to, pa če kdaj narata, pa če sem čisto ok, mislim,
tako, veš, ta del me zanima, veš, a so neke razlike med gremo, kaj ne rata, a veš pa pol tudi na kontrastrani, kaj rata v teh različnih, ker to lahko te pražim, ker res svašta delaš. Ja. No, mislim iskrena, veš, kaj jaz stand-upri govorim, realno gledam, večina jih ima mogoče še kasneje voditeljske, a ne, ampak tako, da bi pa zraven še vsi muskontarji bili, pa ne vem, kva pa tudi ne. Ne, ni. In je tudi prav tako. To je, po eni strani je ful lepo in hvala vesolju za vse te skillse in talente, ampak po drugi strani pa to tudi prekletstvo, ker tisti, ki ima enega in ga ugotovi, gre to špuro. In vse moči, sile in sposobnosti upne v to, da gre po tej cesti. Jaz pa imam tle skozi neke ceste in ne moreš pa vse hoditi. In ja, seveda, lepo je, če najdeš ti eno avtocesto, ki združuje vse te, pa greš v to isto smer, ampak je pa hkrati težko, ker nima dan dovolj ur, da bi lahko čisto vse to, veš, izoblikoval. Ne, daj Bože, da najdeš še kakšen talent, kaj pa če znam ful dobro fotografirati, veš, kje bom zdaj še te leče kupala, pa ne, mislim, a veš, tako je, no, je kar, ne, po drugi strani pa in si želiš in prav je, da izoblikuješ to in da delaš na tem. Ampak, a znaš ločiti, kad ti gre na stand-upu, kad se pač, kad neki ne rata, pa impro, kaj pol spelaš naprej? Mislim, da zelo dobro, vsak subtilen človek vidi, kdaj ni ratal, ne. In reakcije so potem seveda zahtevane drugačne. Pri stand-upu so podobne kot pri improtu. Pri stand-upu, kaj ne gre nekaj, jaz nimam toliko spet pripravljenih stand-upov, tukaj se tudi zelo razlikujemo. Nekdo ima fascikel, pa ima v fasciklu, kaj bo delo, kje bo delo in si točno naredi na mikrolistek stvari in pol gre na oder in ve, kva bo delo in edino, kar se mu lahko zgodi, da pozabi stočnico ali pa kaj sem že mislil. Pri meni pa jaz vedno hočem začutiti ljudi, pa pol tudi vidim, kam jih pelem. Ne vem, skozi imam v glavi tako, veš, gor, en tak obok materiala, ki ga imam, pa ven vzemam iz mapca. Kaj bom. In pol vidim, teli so pa takole, kako so živahni, pa dajmo te bodo prenesli. Če so pa kakšni malo bolj trdi na začetku, je pa tako, s tem le jih moramo dati, pol bom pa še takole, pa bomo pa videli, kaj bo. In skozi malo, veš, dvotirna sem, no. Jaz med tem, ko govorim in razmišljam eno, hkrati razmišljam še nekaj drugega. Call it insanity, ampak tako jaz sem vesela. Sem vesela za ta dar. Jaz to poznam, jaz tudi klek, zdaj Kamila, ki se pogovarjava, razumeš, tudi mental note delam, a veš, pa pol markerje, pa vse te zadeve, ne. Ampak je drugače, te ljudje gledajo, no, sem to rekel, klele lažbi, jaz zakljivim sobici, razumeš, ni. Ja. A veš, tako se mi zdi, da to je ekstra skilja, ki lahko tavaš, ne, se to stand-up je pa zmeram vprašam, če kdaj kaj drugega razmišljajo, ne. Ja, itak. Ja. Ne, pa spomniš se, jaz se tudi vmes spomnim, kdaj nisem dala ven iz stroja, veš, vpred sem dala že, pa sem pa se s tem ukvarjala, pa sem pa že hitela na nastop, bo plesnivo, pa tako se, ampak to je samo ono, ki te spreleti, ki vsakega spreleti. Ja, drugače pa, da bi pa sprot razmišljala o tem, kaj bom jutri nabavljala v Šticuni, pa stand-up izvajala, to pa ni, ker tudi ni fair. Ne, se to ne, bolj jaz o tem govorim, tako kot si rekla, da ti eno govoriš, da gremo joke, lahko že za naslednjo se premližen zbiraš, saj kam bo šlo. To pa ja. In se hkrati samo izprašuješ, a je bilo tole zdaj v redu, ali bi naslednjič mogoče to drugače speljala, ali pa če je bil fail, si rečeš, tole pa nisi splasirala, Mariči, kaj si mislila? Ker včasih je tudi samo v plasmanu samem problem. Ne? Ja, valjda. Impro to je tako, ni napak, to je res free forma, itak imaš pa ponovati, če so igralca zraven. Ja, valjda. Ki ti ali pomaga ali nekaj. Dobro, pa publika tudi nekaj drugega pričakuje pri improtu. Res je. Mislim, to je čist druga pričakovanja. Ja. Pa publika je zelo upletena in je rada upletena. Pri stand-upu moraš včasih malo siliti, če hočeš odziv, čeprav jaz nikoli nisem na prisilni interakciji. Če pa kdo kaj reče, pa z veseljem, tle pa pol uporabim improvizacijske sposobnosti, pa pol tako. Ja, valjda. Tako rešimo stvari. Pri samem voditeljstvu televizija je tako zdaj ratala zelo, zelo pripravljena forma, nekaj dosti improvizacije tudi v lastnem tekstu, ne, ampak jaz si vedno rada malo dovolim. Odvisno od režiserja. Če je kakšen kamarad zelo pripravljeno, pa ima skadriran vse, pol ne moreš si kaj dosti dovoliti. Če pa kakšen kaj malo bolj free, ali pa če je bolj free forma, pa je to spet uživancija, ne. Malo prideš tam, malo enega tako poprašaš, veš, pa tudi vidiš, kam pogovor pelje, ne. To mi je tudi ful lepo, imeti koga zraven za pogovor, veš. Tudi to je ena stvar, ki je še njen tak dober talk show tipa Oprah, da je... Ja, štekam, ja. A veš, da je in da zna biti deep in da zna biti zabaven in vse to in da je hkrati v redu postavljen mentally, ne. Ja. Čeprav mene te talk show me pri nas sam skrbijo, ki je pol rotacija folka, ne. Ta rotacija folka, ne, pa ne da je to narobe, jaz sam pravim, Ben še ni bil tako narejen, da bi bilo ugrajen to, da bi se lahko ljudje brez nekih weird stvari ponavljali. Ja. Se mi zdi, da najbližje temu, Gazegam že spet omenil, če to poslušal. Pač Joco, ne, ki ima v vikend paketu ta panel, tam, ker sem jaz bil in ti bila in vsi smo bili, ne, ampak tam se nekako razume, da bo ljudje pač 2-3 na sezono tudi kakšni, ne.
Až tam ni, že spet rado mulej, ne? Ja. To si rečemo. Ampak, Ja, to si pač, rečemo. hočem samo reči, veš, ni tega, ne, ker se mi zdi, da če pa zadeva tako postavljena, da zdaj bo pa vsakič nek gost, ki bo zanimiv in ne. Tam pa hitro pač v Sloveniji pač pokuraš folk, pač jih pokuraš. Te slavne, ja, ampak oni slavno izjemajo zaradi ratinga. Če bi pa ti zjutraj še navadne ljudi, ki so tudi kaj naredili, Yes. pa se z njimi pogovarjal, Yes. je pa da best. Kaj pa mamica 5 otrok, ja ne pove svoje, a veš, zato ker če ti delaš populistično, ja valjda vsi radi pogledajo, lej, to je pa ta z televizije, ampak še rajš pogledajo nekoga, ki ga čutijo, da je. Sej govoriš človekom, ki dela aparat. Zaglavnem, ja, ne, ampak, a veš, ne, hočem samo to reči, ne, ampak res, a veš, to je, jaz bi tudi rad videl en tak random talk show v smislu teh Oprah Ellen, ki pač pridejo, pa se so celebrity, ampak imaš pa tudi kar neke segmente, ki so pač samo zato, da so tam. Pa, Ja. Tako, ne bilo nad slabim, pa nas mislim, da to gre din tako skozi, da je nek panelček, pač, da lahko malo rotira folk, tako, da je to vgrajen v koncept, recimo, ne. Po moje. Okay. Zdaj pa še eno stvar sem se hotel pogovarjati, kar se entertainmenta tiče. Dej. Da je show business še enkrat omenil. Ta pač potovanja. Pač ta različna Slovenija, pa nočem, da podregajo Štajerci, so pa taki, ali pa Ja. whatever, ne, to me dosti bullshita, ne. Se da drži, Ja, se strinjam. pač mi res vse en. Ampak škaj, me pa zanima, koliko imaš pa ti neko pripravo, a veš, glede na to, kaj boš delala, pa lahko je standard, lahko je voditeljstvo, a veš, koliko svoj material. A veš, tudi, kaj vodaš, jaz tukaj zelo splošno, koga prilagajaš, a veš, glede na publiko, ali probaš, kako bi rekel, vem, da Ja. pol bite različne vlečeš, ampak čisto s čim začneš, a veš, pa kaj boš govorila, glede na to, a so to malo starejše, je to klubu, a je to, ali probaš tisto, kar imaš, Ja, toliko obrniti, da... Probam, tako kot se počutim, probam jaz zaštartati, pa vidim, če gre. Mislim, valjda zdaj ne bom šla v neke full, oh my god, kako cool, the best, neki to moderne baby, eat glitter for breakfast and shine all day, scena, če imam penziče pred sabo. Ja. Ker vem, da tega ne bodo razumeli. Ne? Isto se bremzam zelo, kako govorim. Ker pri No, saj ta starejših me zanima, pa ja, to okej. je seveda treba paziti. Mene dosti hitro povede, ker sem res hitra, ne? Se hvala Bogu tudi artikulirana, ampak seveda prilagodiš občinstvu. Če študentarija, valjda udrijo, oni imajo radi, ne? Da je čim bolj razgibano, da je čim bolj up to date, da je čim bolj cool in tako, ne. Pa tudi vidim, ali me že poznajo dobro, pa sem jim všečna, ali so tako neko, ker so radi pri ženskah. No, pa da vidimo, kaj imamo tam. Mislim, da je smešna, a? No, pa gledamo. Sam se ne smeš s tem, kaj je dosto obremenjevati, veš kaj, kako je. Pač moraš iti in pičiti to, kar veš, da je dober, pa kar veš, da lahko največ ponudiš, pa če rata, ne. Ja. Mislim, Je, dober, je pa to, da zdaj ima en ekstra zid, ne? Pač realno gledanje, ne? To je pač tako groza, ne? Sploh kar se show biznisa tiče. Je, Kakorkoli pa tudi obrneš. ful imamo krajši rok trajanja, veš, tipi so z leti res šarmant, mi smo pa pože, kva se pa ta leta stara še, veš, ne se že skipa. Spet vprašanje, kakšen si, a ne. Zna biti, da bom jaz še vedno zanimiva, tudi pre 60-ih pa to, ampak ne moreš vedeti, kaj Ja, to valjda je. je. Sploh pa ti mlajši prihajajo, pa vse brhke pa to. Veš, če si pa star leta, ne, kar je seveda nikoli nisem pikirala na svoje vizualije, čeprav so povabljive. A veš, če pa tam vrtiš kolo sreče, pa ne moreš si delati utvar, da boš pri 40-ih pa kar še vedno drajsala tistne. Ja, valjda. Pač to hočejo čvrste noge in do 30 in pol je gotovo. Ne? Pa je počas konec. Ja, če si pa tak profil, kot jaz, pa mislim, da so perspektive tudi. Ja, ne, sej, to itak, ne, sej, ampak je pa res, da to, kar si rekla, ne, da če pri ženska, no, da vidimo, ne. Jaz bolj že o tem, pusti, da je sploh staro, že kle mislim, da je ta barijera ponavadi, zdaj bo pa ženska smešna, what? Res je, res je. Pač Ja, veš kaj, pa sej, jaz si čisto razumem, zato, ker po večini niti nisto. Mislim, To je, a veš, ja, jaz to čist in priznam. Ampak veš, to je zaciklan, ne? To pač niso, ker ni nikoli bilo zares šanse, pa pol ni bilo nikoli zares šanse, ker niso, ne, až to je zelo tako, ne. Ja, ne se strinjam. A veš kaj pa tudi, pa, to pa je pač ta jeba, ker sem ženska, manj je dovoljeno. In res tudi meni ni okusno, da zdaj iz mojih ust letijo neke hude kletvice, kakorkoli to ljudi ali zabava, nekaj, ali v kakšnem momentu bi celo rekla, pa ni ustrezno. Veš, vse en mal, kot ženska dama, tako ni grozen, tudi meni je grozen, da bi zdaj. Ja. Če pa ti preče kakšno žolto, ne? Žarko, karkoli, Mislim, da žaltavo. Eno žaltavo razdrla. No, in če on eno žaltavo razdre, so pa si tako, krcar, lekariku. Če pa ženska tako, pa Madonna, tule pa ni, ne. Čeprav jaz mislim, da to je ta zeitgeist, ki ga imaš tudi ti vse, pa veš, če si tako narejena, meni to pol ni nič narobe. Mislim, hočem reči, da če je tebi to neprijetno, ne, pol valjda boljš, da ne, a ne. Ja. Bi bilo pa bedno, če to delaš zaradi tega, ker bi hotla, pa bi rekel, raj ne mogoče. A ne, se probala sem. Ne, se to vem, ampak hočem reči drugače, če imaš ti
ti to vse kot pač svoje okolje v glavi, razumeš, da se ti to malo, da ok, raj malo bolj damska varianta, to se mi zdi čisto ležito, ne, težava je, sklepam, da se pa kdo bremza tudi sam zaradi tega, ja, damn, bojo si to rekli, veš, jaz bi pa hotla, recimo, ne. Ja. Ta del, veš, to je res razlika, ker jaz pač, tako iskrenost je zmeren cenama, ne, pač, če so ljudje, veš, tudi tako, če si bolj brodnarjen, če si bolj osko narejen, to sem, če si to ti, če pa to delaš zato, ker, ne, to je pa malo annoyinga, ne, realno gledam. Ja, se strinjam. Kaj pa predstave? Ne? Tem, ki je pa res odar, pa je treba. Zdaj sem jaz na parih bil, jaz na tom nikoli nisem zares hodil. Okay. Jaz sem bil na Importu parkrat, pa tako random nisem šel na kaj. Okay. Ampak zdaj sem bil pa parkrat v Špasu, bile zaradi Golerja in teh šalebajzerjev, ki smo kao prijatelji. Ampak kako je pa tebi to dela tam, bolj ta grind me zanima. Veš, kaj, lej, ti stand-up je neke vrste grind, ampak je še zmeraj dosti Importa. Impro je itak impro. Ta voditeljske scene so skoraj vsakič ena svoja zgodbica, ne, ni zdaj, da ne. Kaj pa ta grind, ki je pa ponovitev, pa je pa ponovitev, pa je pa ponovitev. Ja. Meni je super, vedno znova. Živka je vedno druga publika, ker si vedno drugi ti. In vedno hočeš dati 100% od sebe in to je, kako pol to dosežeš. Enkrat si fizično mogoče malo slabši, pa narediš svašta, da se to ne pozna. Enkrat si psihično malo tako, veš, tudi nam se včasih ne da, čeprav izpade, da se mi vedno da. In se moram znati spraviti v to, da se mi da. Da sem 5 minut pred predstavo, oh yeah, let's do it. In to mi je dobro, veš, da znam iz sebe izvleči, seveda ne zdaj na neko presijo, pa na silo, to po mojem lahko zvlečeš, če res rad to počneš. Ja. Da sredino Gaussa saj držiš, ne, tako, ne glede na tako. To, kaj se ti v lifeu dogaja, ne, Drži. pač načelom. Drži. Ja, ja. In so bile situacije in vse, ampak le smo speljali. Ne, sam je noro, no. Jaz sem to se pravi, to sem najbolj zdaj pri Godlerju začutil, kaj delo, ne, v Špasu. Ne. Je pač, to je res, mislim, veliko je tega, goddamn, no. Ampak je zmeraj isto, mislim, se veš, kaj mislim tako, res je. Ja, sploh če imaš kakšnega soigralca, ki pa zahteva to, da isto narediš, ja. Da je tle taka disciplina, da ne improviziramo, ker to zna, koga vrši stira, ne vem, ga omejiti neki ali pa pač mu to ni ok. Ja. In to seveda je za upoštevati, ker sta skupaj na odru, ker sta tim tandem in tako. In ja, je skozi eno in isto. Ampak, veš, skozi moraš povedati, da si prvič povedal. In ko se ufuraš v to, pol je res, da bi spet prvič povedal. Ali pa, že veš, kje se bodo smejali, še s tako večjo slastjo isto poveš, ne? Ja, veš, da bo in tako. In meni je recimo, mi sem imela koliko 130, 140 ponovitev skoko komedijo, jaz pa Katarina Čas in je bilo vedno the best. Pa tudi mi dve sta se fajn razumeli, veš, je tako lepo je iti v službo, v tako službo. Ja, če je že prej fajn, ne sam pol kasno odru, I guess, ne. Pa tudi, kadar prej ni fajn, je pol na odru luštno, zato ker jaz sem rada na odru. Ne? Ja. Je nekaj čist drugega, kot kamera. Ja, recimo, to pa, lej, yes. Ampak, ko prideš, moraš imeti to širino, moraš lepo zadihati in pol samo sproščeno dati ljudem to, kar imaš zadati in začuti, in pol te dobiš neki nazaj, čistko zdaj energije, ne. Ampak pol skupaj so ustvariš v bistvu, ne, predstavo. Jaz to je ta zlajna, ampak pač, ker si na odru, a ne, treba še za ta zadnjo vrsto igrati pred kamero, pa pač res ni treba, ne. Ja, tudi drugi način igre, ne. Na odru je mogoče malo več mimike, tam je mikromimika pred kamero, pa tako, veš, tudi reakcije so malo manj intenzivne, ker je kamera. To je ta rak rana. V slovenskih igranih zadevah na TV-ju, ki si mislijo, da so na odru. Je drugače. Ampak odr je fenomenalno, res to je tako, veš. Prideš, slišiš se, ko hodiš, čutiš se, ko rečeš, dih, imaš pred sabo publika v prvi vrsti, kakšen švic dobi in to je to. Ja, ne, jaz sem zdaj, ker sem bil na Jonasu, pa na Godlerju sem bil, no, mislim, tako mi je prav, sem kar tako impresivna. Je pa noro, da ti, ko greš gledat, ne, tako kot greš gledat, enkrat viš, ba, fajn, tole je fajn. Pa pač se spomniš, moj bog, da vem, Jonas ima zdaj 100 ponovitev in tako, holy mother. Vedel sem je isto, kaj 150 rekla, ne. To je Jesus, veš, 150 krat, god damn, ne. Res je, to je meni noro, mislim, štekam, ker če si rada gor, pa, a ne, da ti je to, ta del ful res razum, a ne tako, ampak pa rešil si 150, ne vem, kaj jaz govorim. Ne, zdaj moraš Ilko vprašati, kolikrat se je dol spustila, ne, pa koliko tekem pa tega. Samo veš, tam je meni, veš, pri športu, ne, pa jaz sem basket malo igral, je drugački, je ta kratkoročni cilj je tam, ne da ga kle ni, a ne, res ne da ga kle ni, ampak se mi zdi, da kle res, ker so neki punkti v predstavi, ti moraš do kaj prijeti, ampak to pa nisem, kot si ful dobro rekla, ne, da tam, ko veš, da se bojo smejali, ne, da pa sam prideš do kaj, pa pol rajš reči, na to nisem pomislil, recimo, veš, te male zmagice noter, veš, to recimo nisem pomislil. Ne. So. Ali pa veš, kaj take presenetne, sploh pri tem, če je dovoljeno malo improvizirati v predstavi, pol je pa sploh da. Ja, valjda, ja. Veš, to pa nisem razmišljal, da v bistvu, da ti v bistvu ene stvari pač tam
poveš, ampak ti točno veš, kam greš, ne, in je pa lahko to hype, ker veš, da bo nek feedback prišel. Tako. Ok, fair enough. Ali pa je hype, lej, tudi če pa gre, pa guraš skozi, je pa hype, da ne vem, bo pauza vmes. pa greš pol spet, pa da bo pol kmal konca, veš, odštevaš do konca, ampak ne na način, ojoj, moramo. Sam, veš, včasih je, ok, tlele mi ni nič posebenega danes, ampak dej, gremo zdaj še tole stisniti. Ja, štekam, ja. Ok, fair enough. Ne, sej to je, mene take stvari me najbolj zanimajo, no, zaradi tega, ker tega ponovno, ker res, zdaj sem ful ugotovil, veš, tudi kleg jaz tole, kaj delam, ne, sej, ljudje to pač slišijo sam ta končen izdelek, ne, vidijo pa, veš, ta backstage zadeve, pa kašen dan, pa to, veš, to mene ful fascinira, no, sploh pa kleg, ker res se mi zdi, da ta teater je res neka svoja špura, no, se mi zdi, da stand-up sem zdaj nekak si že dojel v svoji glavi tega teatra, pa ne še čist, po pravic povedano, ampak to mi je bilo všeč, da čakaš, pa kaj veš, to nisem pomislil. Ja, je. Realno gledam. Ok. Zdaj ne vem, kakšen je segoj na zadnja 3 vprašanja, po temu ne. To je bil segoj. Zdaj bomo šla na tvojo strojno in programsko opremo. Se temu reče strokovno, kar pač pomeni. Jaz ne vem, če bom ti znala vse odgovoriti. Kolikor bo znala. Strojna oprema pomeni računalnik, mislim, prvo telefon, kjer imaš. Imam 2. 2 telefončka sem jo prinesla s sabo, en je Huawei, en je pa Appleček. A to vse, kar zvemo, ali ti pokažeš? Ja, izvoli. Ta Huawei je služben, ne, oziroma ta telefonska, s katero se pogovarjam. Mislim, da bo pa 9 Lite, si bom uporežil. Ja, 9 Lite je, ja. Pa ta filter ima ful dober beauty filter, lepota. Ko gre od 1 do 5, veš, če si res zabuhu, kakšen dan si daš kar na 5, ko za selfie. To so mi beauty blogerke povedali, sploh nisem vedela, da imam tako hud telefon. Ja, filter lepote, ampak te beauty blogerke to pridom uporabljajo, ker pa zgleda, da bi bil napudren, pa sem pa še enkrat probala. Ja, jaz se raj nov filter, no worries, ne vidijo ljudje. Vse Huawei se trudi s temi filtri na selfie kameri, ne, Čak, to je pa kaj, 6? 6. Jo, ne vem, lahko da je tu 6. Kako pa veš, da je, a vidiš, koliko sem pametna, ne, glede tega. Bom napisal tako 6/S, ja, pa sem boje pokrila. Pa napiš, da ima zlato vitek, da se blešči še posebej v soncu. Yes. Kaj pa računalnik? Imam pa tudi jabučka. Aha, MacBooka, kaj? Proja? Ne proja? Ne, ni R je ta tanek, ne, ni ta tanek, ampak je pa kar precej tanek. Ta modernejši, ampak ni R. Ok, a 13 ali 15, veš koliko je? Koliko inčen to pomeni? Ja, ta manjši ali ta večji? Ne, ta večji, mislim, da je ta večji. Ja, ta večji je seveda, to pa vem. Greva reči, da imaš MacBook Pro 15, I guess. Tako, ja. Okay. Lahko ti doma preverjam, nisem vse ne bi vedela, kam pogledati. Oh my god. Kaj pa to še obražam, nekšno tablico ali pa Kindle, to imaš? Ne. Neč? Okay. Ne, to pa Jam to neho sprašati, kaj to vprašam? A noben ima več, res ne, mislim, ali pa ne uporabljam. Ja, ne, a veš, že imaš svašta, pa ne uporabljam. Ne, ker je bil eno obdobje, jaz to zdaj delam že preveč časa, koliko je že konc 2012, to vsakič me zmede, čak 5 let, skoraj po 5 let. Ja. In je bil eno obdobje. Boš imel slavje za 5 let, pa ne so vse povabil, pa sliko to druščino. Bil sem za 100, ko je bil nek presenečenje, so mi pripravili, pač pižam, pa te, ampak ne vem, te jubileji so meni, jaz zdaj ful naprej gledam, te za nazaj mi je zmerno tako škatljivo, to mora biti zelo klesi narejeno, se mi zdi, da mora biti prav narejeno, veš, če ti nekaj, pa imam 3000 lajkov, veš, to... Ja, to so bebe, ja, tudi to so te beauty blogerke. Hvala za 10,000 followerjev. Mene je to zelo, ne vem. Raj naprej, nad slabega, ampak se mi zdi, da mora biti res tako s pravo mero, pa zelo tako subdued mora biti. Ja, lahko za sebe, to moraš vzeti kot nagrado za sebe. Tako, da se grem kupiti torto, 5 let že to delam, wow, pa še vedno isto zgledam, pa čist sem cool, pa le koga vse sem že imel. Nič se mi ne poznal, Ja, tako jaz slavim rojstne dneve. Ne, ampak je pa res, da vmes je bilo eno obdobje, ki so vsi rekli, ja, ne, Kindle, tablica, whatever, zdaj pa skrb vsak tako reče, da nima, ali pa da ima, pa da najbolj ne uporablja več ali manj. No. Zanimivo, ne vem, če se mi splača še to, zdaj hočem, da eden pač prekine ta strik, ne, da bi rekel, ja, jaz imam pa iPad in ga vsak dan, več ga uporabljam kot telefon, ne vem, če so to zgodili. Ne verjamem. Okay, 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš. Ja, uporabljam, čakaj. Zdaj pa poglejmo, te Twitterji pa to itak ne šteje. Ne šteje, jaz so res une, ki jih najbolj uporabljam. Ampak veš, Twitterja, jaz res nisem toliko na Twitterju. No, sej se za to. Ne vem, mogoče bi pa kdaj bila. Pač ta Facebook Pages, ja. Svoj page, pa ta valjda Gmail aplikacijo, to ful uporabljam, Instagram tudi, kar visim, gor, My Days aplikacija,
Zato še nisi slišal, razen če si imel kakšne hude dame tle. Ja, ne, pare sem že imel teh odgovorov. A res? No, ne vem, če je bil glih My Day, z katerega je velik. Ampak vemo, o čem govorimo. Vemo, o čem govorimo. Tako je. Svoj čas sem Duolingo aplikacijo dolgo uporabljala, to je preden sem šla v Pariz, da bom kao znala po francosko naročiti te bagete pa kavo. Pa zdaj ne uporabljam več toliko. Samo naložena in neuporabljena aplikacija Lose It. To je aplikacija za hujšanje in je priprava na poletje 2017 in v bistvu me je ena frendica nekako prepričala, kao, pa te pa bova skupaj propadel. Okay. Sem pa kaj mi pošel kakšen ta notifications. Hey, you haven't measured in a while. And I will not. Tako da to. Booking, skozi gledam, kam bi šla, pa pač ne morem. Kako pa, da nimam nobene pasje aplikacije? To že je peta, ne? Ja, si že, lahko še kakšno pasje. Odpiralni časi. Dejansko še kar, ok, lepa. Ja, a je kakšna boljša? Ne, ne vem, jaz ne sledim to, ampak imam jo. Ne, veš kaj fora, jaz sam nimam appa, zato ker googlam te stvari, njih najde. Se itak jih. Veš, kaj te tako usmeri na njihovo kanovo, pa to, ali pač greš na page. Ja, jaz ful pač res sama veš, folk ima page tudi tako, da čas pa sploh ne piše, da moraš ne vem koliko pod strani. Ne, jaz mislim, da najde odpiralne čase Google. Veš, njihov page najde. A ja, direktno odpiralne. Ja, direktno odpiralne. Ful popularni. Napišeš odpiralni časi, Mercator neki, ne, razumeš, pa ti bo najdel točno od odpiralnih časov, brejka od Mercatorja page ponavadi. Zato, veš, in pa sem na depom, ker malo se mi zdi glupo, pač, ker res ful več googlam, no, realno gledam. Ker imam Android, mislim, res več iščem, kot da bi imel aplikacijo. Lej, pa zdaj prišla sva do zadnjega vprašanja, ne, ki je tudi vedno isto. Če bi morala izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, ne stvar, ni babi, prav objekt mora biti, ne, ki je bila tako... ni živa, ni pes ali pa ni. Ni pes, ja, ne smeš psa reči. Ki misliš, da je bila narejena zate. Lahko še imaš, lahko nimaš več, oziroma nekaj, kar je vplivalo na tvoj life. Kaj bi to bilo? A tako krucialno vplivalo na moj čas, na moj čas življenja, ali tako sam, da imam še zdaj v spominu, da je vplivalo na mene? Vprašanje ima prosto interpretacijo. Samo mora biti objekt. Ja, je objekt. V bistvu je to ni niti igrača, ni niti neki lepega ornamenta, ampak sploh ne vem, če se boš spomnil, da je tazga obstajal. To je neki tako v fake zlati, tak kringelšpil. In je taka platformica okrogla, ne, kot stojalo zlato, ne vem sploh, kako se to imenuje. A bi raj neki, ki ima ime? Ne, dajmo. In pol ima gor eno tako, na taki šipki je, in pol visi in so na njega privezani neki taki mehni zlati isto prozorni krogci. Valjda ful tankoje, oziroma in neke take oblike so iz ful tanke kovine. Okay. Podaš pa ti na 6 do 8 placov te čajne svečke. In čajne svečke prežgeš in se tu vrti in hkrati cingulingu dela. A je to električen? Ni električen. Ja, čajne svečke so. Ti svečko prežgeš, električna stvar mora biti. Ne. Okay. Ampak zakaj se vrti? Ne razumem, čak, zdaj se me zmedla. Ja, fizika. To po zrak porine, to okoli in tisto se vrti. In se res vrti in tako nežno in lepo vrti in gledaš ono svečko in je pomirjujoče in gledaš tisto, ko se vrti in tako. In to smo mi imeli doma in je bilo kao full fancy in neki. Okay. In jaz sem ti zgledal, evo zdaj le mi je to, ker si me vprašal, mi je to šinalo v glavo. Nič slabega. Ful vpliva name, ampak je bilo, jaz sem to znala kar gledati in občudovati in tako mi je bilo lepo in vse. Prvi slišam za to, ampak fair enough. No, ne vem, kako se to imenuje. Ne vem, če ima ime. To je neka pizdarija, ki so jo kupili neki ali pa dobila, veš, za nov let darila. Pa v novoletnem času, veš, kaj se je to tako lepo. Zdaj pa ima nov let čas čist druge žare in čare, ne. To, I'll accept it, všeč mi je bilo. A ne? Nekaj neki tako to še noben je rekel. Ne, res ne. Res ne. Ful hvala. Z največjim veseljem, ful hvala, da si me tako lepo gostil in ful hvala za Aeropresso Coffee, ki je res izvrstna. Odlično. Hvala, Urša. Torej. Glikar si bila v aparatusu. Oh my god, kako se dobro počutim. Tako malo bi šla v savno, kožo imam tako zdravo navlaženo, od vsega tega govora, jezik je stekel artikulirano, sem da grem lahko naprej v dan. Zmenen. Reč adijo. Adijo. Tole je bila 148. epizoda Aparatusa. Ana Marija najdete v bistvu na anamarijamitič.com. Ma page, ki bi se dosti lep, sem to rekel. V glavnem, jaz sem pa na Twitterju afnanzet, pa na Snapchatu sem isto, pa na Instagramu sem isto in mi lahko tam težite. Tako da ful hvala vsem, ki ste Aparatus podprli, uninke dajete v iTunes in pa uninke šerate, tako da če vam je bilo všeč, šerite to po družbenih, socialnih omrežjih, nikoli ne vem, kaj točno je treba reči. To je to, tako da naslednji že spet. Hvala, da ste poslušali. Čau.